moj šport. Gorsko kolesarjenje je malo bolj zahtevno, kot sem mislil. Ampak na srečo so tukaj v Nanih Goricah na državnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu boljši kolesarji in kolesarke od mene in mislim, da jim bodo znali povedati, zakaj pravzaprav pri vsem skupaj gre. Jaz upam, da ne za take padce, kot je bil moj. Ravno kar sem probal z gorskim kolesarstvom in moram priznati malo težje, kot sem mislil. Kaj mi manjka? Dobar, kolo sem si sposodil, čelado tudi kaj še nimam, da bi bil tako kot vidva. Dres pa rokavice so tudi fajn. Pa SPD-ji so fajn, se jih imate. Aha, SPD, to so ona posebna pedala. Pedalčka. Je kaj pa trening? A brez tega lahko se podam na tako progo, kot bo danes? Ja, bolj težko. Se pripeljal bi sam, bi bil bolj v zadnji. Tehnika pa kondicija. Zdaj mi organiziramo to drugo leto zapored. Lansko leto smo jih imeli okrog 90, 100, letos jih je pa 150, tako da narašča. Za kere starosti pravzaprav gre pri tejle prireditvi? Samo za osnovne šole? Za osnovne in za srednje šole. Mislim pa, da je vedno več povpraševanja pri srednjih šolah. Vsak športnik, ki se poda na to progo, mora biti kar dobro pripravljen. Pa samo še za konec, ste sami prevozili tole progo? Moram priznati, da ne. Ampak nikoli ni prepozno verjetno za te? Ni prepozno, obljubam, da bom šla čez. Sam sem se probal v gorskem kolesarstvu in sem obupan. Padel sem kot zmaj in me zanima, kaj pravzaprav je pri gorskem kolesarstvu tacga pri tehniki, da moraš znati, preden se sploh podaš na tako progo. Kaj moraš imeti za sabo? Držo. Drža je pomembna. Kakšna pa je prava drža? Kako jo lahko spoznaš? Ja, v spustih moraš iti za zid. Torej, če hočete biti dobri kolesari, morate za sedež. A je gorsko kolesarjenje nevarna zadevšnja? Taka, kot jo klele vidimo? Ne. Ni? Pa dobro, poškodbe. Verjetno se lahko dogajajo. Ja, se lahko, jaz sem se, če si previden, pa kakor si zmožen, toliko lahko peleš, več ne. Koliko časa si ti pravzaprav mogel trenirati, da si prišel do te stopnje, da lahko zdaj na državnem prvenstvu kar nastopaš? Treniram 2 leta, tekmujem pa 1 leto. Recimo, če bi se jaz danes pognal po tejle progi, kaj bi mi svetoval, da bi sploh preživel? Ja, na začetku se ne preveč pognati. Pa, ne vem, vosko kar lahko. Medtem so se prvi tekmovalci že podali na progo. Šlo jim je dosti bolje od mene, čeprav ne čisto brez težav. Kam, tu si nekam zakaz? Ne, no, veš, to pa Ajde, pojd naprej! Zarja Črni Logar. Polona Vatahel. A ni nevaren, recimo, mislim, kaj pa vem, strmine, sponi, predvsem spusti, hitri in tako naprej? Je, sam, če imaš rad, je tu ta pravo zate. Kako je pa s treningi? Verjetno še v šolo, obe dve hodita, kdaj sploh čas? To je pravzaprav dolgotrajna zadevšnja. Je po šole, ne? Kaj pa v šolo, tudi s kolesom ali tja pa vseeno z avtobusom ali peš? Peš. Boji na progi so bili hudi, a so na srečo vsi odnesli celo kožo. Jaz sem ostal kar lepo med gledalci, tako ali tako pa sem moral pričakati našega današnjega športnika. Še preden pa se pojavi, poglejmo, kako natančni so učenci osnovne šole Brezovica. Tokrat si bomo ogledali lokostrelsko tekmovanje. Za tarčo smo si izbrali balone. Po nekaj neuspelih strelih obeh ekip smo končno dobili prvi pok balona. In za zaključek ugotavljamo, Robin Hood je bil v resnici ženska. Pozdi ga padec. Živijo. Tole pa ni tvoje kolo. Ali je tvoje kolo, pa je nenavadno zate? Ja, moje je še trenutno, v bistvu je od Fonaka in ne vem še kakšno usoda ga čaka, ga bom mogel vrniti ob zamenjavi kluba ali pa mi bo ostal.
naši vdaji ponavadi so otroci oziroma mladi tisti, ki sprašujejo. In malo prej si moral odgovoriti na kar nekaj zapletenih vprašanj. Poglej. Ali ste se že kdaj poskusili v gorskem kolesarjenju in čem se vam zdijo prednosti cestnega? Poskusil, rečemo, na dirkah se še nisem, zelo rad pa grem na gorsko kolo zaradi tega, da je malo drugače, da je malo sprostitve, da se ni treba po cestah voziti. Kakšna je pa razlika oziroma prednosti, pa ne vem, se pravim, ker nisem še tekmoval v obeh dveh. Ali ste že kdaj hudo padel in kako je ta padec izgledal? Ja, ravno lansko leto z mountainbikom sem najhujš padel in to, ne vem, 500 metrov pred domom v gozdu. Sem zelo nor spustač, bom rekel, in pač list je bil in brez čelade sem bil, tako da zmer čelado savo, tudi jaz sem zdaj zmer in na srečo se je vse dobro izteklo, šlo je pa 10 cm mimo drevesa, tako da je bila res velika sreča. Kakšno je bilo vaše prve kolo, znamka mogoče? To je bil zame najlepši kolo in se ga bom se zmer spominjal. Bil je pa prevelik zame, tako da v bistvu bi se lažje počtango vozil, kot pa na sedežu. Koliko kolesarske opreme ali pa koles zamenjate na leto? Na začetku leta dobim kolo za trenirati, ki ga imam doma, pol dobim kolo za dirkati, 2 rezervi, 2 za kronometer. Ali ste razmišljali o kakšnem zdržljivostnem tekmovanju kot Jure Robič? To, kar on dela, je zame nekaj fenomenalnega oziroma skoraj nemogočega, tako da kapo dol pred njemu, ampak nisem pa take vrste, da bi se v to spuščal. Kako je pravzaprav to življenje poklicnega kolesarja skozi venomer na poti med ekipami? Je stvar naporna, se človek vpraša, kdaj pa dobro, kje je tisto lepo kolesarjenje, ki sem ga včasih treniral in tako naprej? Ja, res je, profesionalni šport ni nikoli več to, kar je bilo kolesarjenje v otroštvu, ko smo vse delali za veselje. Še vedno mora veselje ostati, kajti ni ga denarja, ki bi prisilil kolesarja v take napore, ki ga pač mora narediti, to moraš delati iz nekakšnega veselja in užitka. Kaj pa recimo otroci, ki nekako začenjajo s kolesarstvom? Je recimo pravilo, da je bolj začeti z enim ali drugim načinom kolesarjenja, ali sta oba dva enako dobro, lahko pravzaprav oba dva poskusijo oziroma oba dva trenirajo? Ja, v bistvu, kar se tiče prometa na cesti, je sigurno bolj varno gorsko kolo, potem pa po drugi strani so pa ceste makadamske in pa gozdne poti so pa zopet nevarnejše kot asfaltne ceste, tako da v vsakem primeru priporočam čelado. Ti si boljši v klancih. Pa recimo, da poravnam, pa če malo priredimo pravila, malo pa saj približno neko lahko enakovredno dirko. Si za? Ja, ni problema. Gremo poskusiti. Ja, tedaj fotofiniš, ne? Ja. Rečeva, da sva bila enaka, ne? Kar se meni zdi blazno dobro, ti pa ne vem, kako boš lahko preživel ta usoden poraz. Ja, sigurno vsaj kakšen dan nam spal, ja. Pa fotofiniš je pa res takega, že dolg časa nisem imel. Veste kaj, dragi moji, spremenil sem mnenje. Gorsko kolesarstvo je super stvar. Samo po pameti je treba voziti. Pa tole imeti nad pametjo, pa bo šlo. Papirno akcijo na osnovu